Torej, kaj želim Evropi? Ja, predvsem zdravja in zdrave pameti, glede na situacijo. Vsem nam pa želim, da bi seveda lahko čim prej brezskrbno, varno in brez strahu potovali tudi v ostale države Evropske unije in širše seveda. Želim si pa tudi iskreno, da bi se iz te krize, ki je nastala, iz te nenadne in nenavadne situacije, vsi nekaj naučili in mogoče iz tega vam prišli bolj sočutni, bolj empatični, bolj solidarnostni. Mogoče je to majčkeno idealistično razmišljanje, ampak zakaj pa ne? Ostanite zdravi. Želim si seveda predvsem Evropo brez takšnih in drugačnih meja, zato upam, da bomo te meje, ki smo jih zdaj seveda morali postaviti, znali spet odpraviti. Želim nam, da bi pravzaprav lahko bili veliko bolj sproščeni, brezskrbni, takrat, ko razmišljamo o prihodnosti. Sebi in soevropejcem najprej želim vse zdravje na svetu. Neznaten virus nas izredno hitro uči, da ko imamo zdravje, lahko imamo tudi čisto vse ostalo. Naj bo ta zdravstvena kriza pomembna lekcija za to, kako pomemben je javno zdravstveni sistem, kako pomembna je javna zdravstvena oskrba, ki je enako dostopna vsem in kako pomembni so zdravstveni delavci, ki jo nudijo. Naj bo to pogovor v Evropi v prihodnje, da bomo na naslednjo krizo bolje pripravljeni, da bo žrtev manj. Tistega, česar smo Evropejci vedno bili zmožni, ko je naš kontinent padal in se pobiral med ruševinami vojn, lakot in kuk, da kot civilizacija znova in znova ostanemo, spregledamo, popravimo napake, ker bomo tako še močnejši, predvsem pa, da ne obupamo nad svojo tradicijo humanizma in demokracije, pa svoji zavezanosti kulturi in znanstveni resnici ter zavestni skrbi za ljudi in za planet. Čim hitrejše okrevanje, v bistvu čim več novih spoznanj in dragocenih znanj iz te izolacije in veliko ljubezni. Ja, medosebne potrpežljivosti, vztrajnosti, zaupanja in verjetno upanja v Evropo. Nažalost se v tem času izkazuje tudi ogromno strahu, jeze in nestrpnosti. Zato jaz želim predvsem prebivalkam in prebivalcem Evrope, da smo skupaj močnejši, da smo solidarni, da smo strpni in da si pomagamo, da ne dovolimo, da nas strah prevzame, ker mislim, da lahko iz te krize in iz vseh ostalih izzivov, ki jih bomo srečevali, skupaj izidemo kot zmagovalci, samo če smo resnično skupaj.